Gre za standard, ki je v Evropi vedno bolj zaželen. Mislimo, da je pomembno predvsem zato, ker imajo naše živila neko dodano vrednost. Se pravi, veliko kmetij v Sloveniji je vključeno v sonaravno kmetijstvo, sonaravno rejo, v ekološko kmetijstvo in ta živila v veliki meri nima dovolj prepoznavnosti. Standard brez GSO je pač ta standard, ki ga mi že izvajamo kar nekaj let. Vendar kljub temu, da ga izvajamo, ga nismo uspeli niti promovirati, ker ta standard ni bil, vsaj meni ni bil znan. Se pravi, nismo bili registrirani in če nisi registriran, se na nek način ne moreš niti promovirati. Praksa v večini evropskih držav je, da vsaka od njih podpira prav svojega kmeta. Torej, pomembno je, da lahko slovenskim živilom jasno povemo potrošnikom, da so boljša živila, so slovenska, prihajajo z lokalnega trga in proizvedena so brez gensko spremenjenih organizmov. Čeprav se vse manj ljudi ukvarja s kmetijstvom, Kastelčevi dokazujejo, da kmetijstvo pri njih še zdaleč ni reklo zadnje besede. Ja, seveda, s kmetijstvom se da živeti. Je treba paziti sicer na svoje stroške, je treba gledati na to, da se poskuša čim več prodati neposredno s kmetije in temu tudi služi ta naša trgovinica in pa naš mlekomat. Za še bolj preširno vzdušje pa je poskrbel Andrej, ki je svojo spremljevalko Andrejo tudi uspešno zaprosil za roko.